Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Hitlerjevem državnem udaru. 8. novembra 1923 zjutraj Hitler odpre vrata uredništva dnevnega časopisa Volksschürer v Münchnu. Stavba, v kateri je propagandni časopis NSDAP, je tudi kraj, kjer se Hitler pogosto srečuje s svojimi najtesnejšimi strankarskimi tovariši. Kje je stotni Göring? Zakliče Hitler, medtem ko hodi sem ter tja po hodniku. Göring, ki so ga leto prej izbrali za vodjo SA, tega dne še ni videl nihče. Znano je, da pogosto zamuja, a danes je bil Hitler nestrpen. Čas je za ukrepanje, neučakano reče dvema strankarskima tovarišema v uredništvu. V naslednjih urah izpilijo zadnje načrte za udar, ki bo Hitlerju zagotovil oblast v Münchnu in nato še v preostalih delih Nemčije. 5 let po koncu prve svetovne vojne je Nemčija na robu anarhije. Po polovici desetletja politične zmede in gospodarskega uničenja je inflacija podivjala in vrednost denarja je močno padla. 25. oktobra 1923 štruca kruha stane 1,8 milijarde mark. Že 2 tedna kasneje pa se je cena zvišala na vrtoglavih 32 milijard mark. Prihranki prebivalstva so izgubili vso vrednost in bankrotirani državljani so izgubili vero v veljavni sistem. Zaradi majevega položaja države, kazarotem nagnjeni politiki in vojaški vodje uvidijo priložnost za prevzem oblasti na nedemokratičen način. Leto predtem je v Italiji Benito Mussolini uspešno izkoristil družbene napetosti v državi, zato da je segel po oblasti. Na čelu svojih črnosrajčnikov je odkorakal proti Rimu. Hitlerja je italijanski fašistični voditelj navdihnil in ga je želel posnemati. Če bi Nemčija imela Mussolinija, bi ljudstvo poklenilo, je dejal nekemu novinarju jeseni leta 1923. V skrajno desničarskemu okolju mesta se je ideja o državnem udaru že dolgo širila in Hitler je zagovorniškega odra v pivnici vedno znova obljubljal svojim privržencem, da se bo boril proti Berlinu in začel zmagoslavni pohod proti rešitvi Nemčije. 15.000 mož v SA je predano poslušalo Hitlerjeve revolucionarne parole. Tako imenovani rjavosrajčniki komaj čakajo, da bodo lahko prešli od besed k dejanjem. Preostale desničarske paravojaške skupine, ki so se pridružile tako imenovanemu Kampfbundu pod Hitlerjevim nadzorom, kažejo enako vnemo. Hitler se je povezal tudi za vojsko. Njegov strankarski tovariš in prijatelj stotnik Ernest Röhm je paravojaškim enotam nenehno dobavljal orožje. Še večji adut v Hitlerjevih načrtih za udar pa je Erich Ludendorff. Priletnega generala nemški vojaki zaradi njegovega prispevka med prvo svetovno vojno zelo spoštujejo in Hitler upa, da lahko ta vojni junak zagotovi podporo nemške vojske, ko bo začel s pučem. 8. novembra 1923 Hitler čez dan skupaj z Göringom in Röhmom dokonča načrte za puč. Glavni dogodek naj bi se zgodil zvečer v pivnici Burger Braukeller, kjer bo govoril deželni komisar Gustav von Kahr. Kahr vodi Bavarsko v svojem vrstnem triumviratu. Skupaj s poveljnikom bavarske vojske Ottom von Lossovom in vodjo bavarske policije Hansom von Seisserjem. Vsi trije pripadajo desni falangi in želijo odpravo Weimarske republike. Njihova podpora Hitlerjevemu državnemu udaru je odločilnega pomena za vzpostavitev desne vlade. Hitlerjev načrt je, da pivnico obkoli z osebno vojsko telesnih stražarjev. Hitler je nato moral pripričati Kahra in družbo naj podprejo novo državno vlado, z njim pa kot državnim poglavarjem. Takoj, ko bi triumvirat potrdil svojo podporo, so morali šifrirano sporočilo varno po telefonu sporočiti v pivnico Löwenbräu-Keller, ki je stala na drugem koncu mestnega središča. Tam je stotnik Röhm zbral skoraj 2000 mož, ki bodo na ukaz okupirali strateško pomembne položaje v Münchnu, vključno za glavno železniško postajo, vojnim ministrstvom in štabom bavarskega Reichswehra. Tako bi si Hitler zagotovil popoln nadzor nad mestom. Ko bi obvladal München, bi lahko razglasil, da se je pričela revolucija. Zarotniki pričakujejo, da se jim bodo zaradi Ludendorffovega slovesa na pohodu proti bavarski prestolnici pridružile tudi vojaške sile iz severne Nemčije. Sklepal je, da bo Berlin pred Hitlerjem kapituliral enako, kot je Rim kapituliral pred Mussolinijem. A tako imenovani pivniški puč se bo sprevrgel v vse kaj drugega kot zmagoslavni pohod za naciste.
V pivnici Burger Brau Keller v Münchnu se 8. novembra 1923 zvečer drenja okoli 3000 ljudi, ki pozorno poslušajo govor bavarskega deželnega komisarja Gustava von Kahrra. Med udeleženci je tudi 34-letni Adolf Hitler, ki ga obdaja skupina njegovih najtesnejših strankarskih tovarišev iz NSDAP. Vsi so pripravljeni na začetek udara, ki jim bo zagotovil oblast. In to ne samo nad Bavarsko, ampak na celotno Nemčijo. Da ne bi vzbujal pozornosti, stoji Hitler z vrčkom piva v roki naslonjen na steber. V Münchnu se človek z nosom v vrčku piva nikomur ne bo zdaj sumljiv. Približno ob 20:30 Hitler naredi zadnji požirek svojega piva, nato razbije vrček ob tla, se prerine skozi množico proti odru in izvleče svojo pištolo znamke Browning. 5 korakov od odra se povzpne na stol in ustreli proti stropu. Izbruhnila je narodna revolucija, zavpije. Hitlerjev pivniški puč se je začel. A čeprav se bo na ulicah Münchna prelivala kri, bo Hitler kmalu dojel, da se bo njegov velikopotezni upor ponesrečil. Nekaj minut pred Hitlerjevim strelom v pivnici Burger Brau Keller se pred pivnico pripeljejo 4 tovornjaki. Peščica policistov, ki so zadolženi za vzdrževanje reda in miru, na dogodku lahko samo nemočno gledajo, kako okoli 100 uniformiranih mož skoči iz tovornjakov in jim zagrozi z brzostrelkami in bajoneti. V manj kot minuti možje iz Stoßtrupp Hitler in SA zasedajo svoje položaje pred vsemi izhodi v stavbi. Hermann Göring z dvignjenim mečem prikoraka v pivnico. Sledi mu skupina moških s težkim mitraljezom, ki ga pa postavijo v predsobo. Obkolitev pivnice je znak za Hitlerja, da nastopi in razglasi začetek revolucije. Strmoglavili smo vlado v Berlinu in na Bavarskem. Na to mogočnemu bavarskemu triumviratu, deželnemu komisarju Gustavu von Kahrru, Ottu von Lossowu in šefu policije Hansu von Seisserju. Naroči jim, naj mu sledijo v prvo nadstropje. Nihče ne bo zapustil tega prostora živ brez mojega dovoljenja, jim reče. 3 možje iz SA s puškami in ročnimi granatami stojijo ob Hitlerju, ko ta predstavi svoj načrt. Ustoličili bodo novo nemško vlado, z njim na čelu. Vojni junak Erich Ludendorff bo postal vrhovni poveljnik vojske in bo vodil pohod na Berlin, da bi prevzel nadzor nad prestolnico. Kar je lahko še naprej deželni komisar na Bavarskem, medtem ko bosta Lossow in Seisser postala obrambni oziroma notranji minister. Hitler pričakuje, da bodo njegovi talci sprejeli pogoje in javno izrazili svojo podporo strmoglavljanju Weimarske republike in namestitvi novega državnega poveljnika. Vem, da je ta korak za vas težak, gospodje, a je nujen, jim pojasni Hitler, a jim ne ponudi nobene druge izbire. Če bo šlo kaj narobe, ima v svoji pištoli 4 krogle, 3 za vas in 1 zase. Hitler zapusti svoje ujetnike v prvem nadstropju, da bi razmislili o njegovih zahtevah, ker vlada precej nemirno vzdušje. Večino prisotnih združuje želja po ukinitvi Weimarske republike, a ne razumejo ravno, kaj se pravzaprav dogaja. Da bi pritegnili njihovo pozornost, mora Hitler ponovno ustreliti v strop. Jutri bo Nemčija imela nemško narodno vlado, ali pa bomo mi vsi mrtvi, zavpije in naznani, da bo njegova začasna vlada začela pohod proti Berlinu, da bi rešili nemško ljudstvo. Hitlerjeve besede sprožijo val navdušenja, ko se vrne k Kahrru in Lossowu in Seisserju, jih vpraša, ali so slišali aplavz v dvorani. Trojica se še vedno ne more odločiti, ali bi Hitlerju dali svojo podporo, a si premislijo, ko se odprejo vrata in vstopi general Ludendorff. Vojni veteran iz Prve svetovne vojne je s Hitlerjem razpravljal o strmoglavljanju Weimarske republike, a kot je trdil kasneje, je šele takrat slišal za Hitlerjeve načrte o razdelitvi položajev. V tej situaciji nedvoumno podpre Hitlerja in Kahrra, Lossowa ter Seisserja pozove k delovanju in soustvarjanju velikega nacionalnega in ljudskega gibanja. Avtoriteta generala Ludendorffa trojico prepriča, da sledi njemu in Hitlerju nazaj v dvorano, kjer razglasijo svojo uradno podporo novi vladi. Uporniki pošljajo sporočilo možem SA, ki so se zbrali v drugi pivnici, in stotnik Ernest Röhm pošlje svojih 2000 mož na ulice, da bi zagotovili nadzor nad strateškimi položaji v Münchnu.
Številni uniformirani uporniki imajo s seboj svoje orožje. Skupina, ki jo vodi Rom, mora samo zagroziti z orožjem in že zavzame bavarsko vojno ministrstvo. A zavzetje ministrstva je edini uspeh tega večera. 400 mož iz tako imenovane enote Oberland doživi popoln neuspeh. Nameravali so ukrasti orožje iz barak inženirskih čet blizu glavne železniške postaje, a jih dežurni častnik zvabi v telovadnico in jih zaklene. Ko Hitler sliši za spodrsljaj v kasarni, odhiti tja, da bi častnika prepričana izpusti ujetnike in jim izroči orožje. A tokrat Hitlerjeve sposobnosti prepričevanja ne delujejo. Ko se vodja puča vrne v pivnico, ga tam čaka neprijetno presenečenje. Trojica, ki je Hitlerju prisegla, da mu bodo pomagali, so pivnico zapustili. V zameno, da so pač lahko pivnico zapustili, da se bodo z njim srečali na vojnem ministrstvu kasneje istega večera, da bi uskladili pohod proti Berlinu. Izginotje Hitlerju prav nič ni všeč, a kasneje se pokaže, da je imel prav. Pred polnočjo 8. novembra Karl, Lossow in Seisser umaknejo svoje izjave o podpori. Deželni komisar Karl celo sporoči, da so NSDAP in ostale paravojaške organizacije v tako imenovanem puču od tistega trenutka prepovedane. Hitlerja so presenetili, ostane mu še zadnje upanje, ki bo Münchenčane spodbudil k uporu. Ko Hitler in Ludendorff 9. novembra opoldne zapusti pivnico, ima sledi 2000 najbolj zagrizenih privržencev, a Karl, Lossow in Seisser so na ulice poslali krajevno policijo, da bi ustavili Hitlerjeva prizadevanja. Takoj ko spremstvo vodje NSDAP prispe do mosta čez reko Isar, jih pričaka močan policijski kordon. A Göring, zagrožen, da bo ubil vse talce, vključno z novinarji in političnimi nasprotniki, ki so bili še vedno zaklenjeni v pivnici, policiste prestraši. Hitlerjeva skupina veselo odkoraka čez most in skozi staro mestno jedro. A ko se približajo trgu, pri velikem mestnem parku, in pot zapre nova policijska enota s približno 100 možmi. Hitlerjevi možje vanjo uperijo puške in situacija postane zelo zapletena. Michael von Godin ukaže, naj se pohod razpusti. Toda nenadoma je eden od Hitlerjevih privržencev vzel svojo pištolo in ustrelil proti policistu, vendar ga je krogla zgrešila. Namesto policista je krogla ubila narednika in nato so po zraku začele krožiti krogle. Zaslišali so se klici in kriki. V tej zmešnjavi so številni uporniki zbežali. Ljudje so padali po tleh in se zvijali od bolečin, umirjajoči ali ranjeni. Puške pa so še vedno sejale smrt in uničeni zaradi drveče množice. V tem spopadu je umrlo 16 Hitlerjevih privržencev in 4 policisti. Med številnimi ranjenci sta bile tudi Göring in Hitler. Večino upornikov v nekaj dneh aretirajo in jih februarja 1924 postavijo na zatožno klop in jih obtožijo veleizdaje in pomoči pri veleizdaji. A Hitler se po zaslugi svojega govorniškega daru uspe izogniti strogi sodbi. Po sodnem procesu je videti celo kot mučenik, ki ga zdaj priznavajo in spoštujejo nacionalisti v vsakem kotičku Nemčije. Njegova priljubljenost pa se je samo še povečala. Leta 1925 je ponovno na svobodi in lahko nastopi kot vodja stranke NSDAP, ki so ji dovolili sprejemanje novih članov. Ponesrečeni državni udar je bil morda velika sreča, izjavi Hitler leta 1933, ko pride na oblast v Nemčiji, vendar tokrat po demokratični poti. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.